Svetovna oglaševalska mreža GWT je tudi letos pripravila marketinško analizo trendov z področja gospodarstva, kulture, ekologije, tehnologije, prehrane, oglaševanja, vedenja potrošnikov in drugih področij, ki nas bodo zaznamovali v tem letu. Trendi, ki nam bodo krojili življenje v letu 2012, napovedujejo novo podjetniško miselnost, predvidevanje nepredvidljivosti, vedno več interaktivnih površin in odo starosti. Bo razmišljanje o varčnosti po recesiji res konec? Raziskava pravi, da so za veliko severnih Američanov in Evropejcev dobri časi mimo, saj za napovedano prihodnost. Srednji razred se je skrčil, prav tako pa so nam napovedi glede večanja revščine in brezposelnosti še vedno nenaklonjene. Kljub temu pa raziskava pravi, da se bo posledično vse več blagovnih znamk odprlo za cenovno nadvse občutljive kupce. Pojavila se bo želja, da si kdaj tudi kaj privoščimo. Ljudje bodo zaradi utrujenosti od zmernosti, krivde in zapovedi, kot so na primer ne kadi, več se gibaj, jej boljšo hrano, imeli večjo težnjo po občasni sprostitvi. Trend izhaja iz nenehnega opominjanja na sprejemljivo in nesprejemljivo vedenje. Zato naj bi se večkrat odločili za uživanje v grešnem početju, ko naj bi pretiravali s pribojški in enostavno pobegnili od vsakdanjih skrbi. Gre torej za nove trende. Kakšne nove trende gre, pa je naštela Marija Skodlar, strateška načrtovalka pri agenciji Studio Marketing v Ljubljani. Trendi za bližnjo prihodnost torej so prilagajanje novi normalnosti. Drugi trend je live a little, oziroma mi smo temu prevedli, dajte si malo duška, dajte malo uživati. Potem Generation Go, oziroma aktivna generacija. Ta trend govori o milenijski generaciji, oziroma generaciji Y, to se torej generacija rojena po letu 80, kako se znajdejo v svetu recesije, brezposelnosti in tako naprej. Potem je nadaljnji trend obče dobro v vzponu, kako podjetja naj bi v bodoče soustvarjala družbeni razvoj in kako naj bi šel profit z roko v roki za spremembami v nekem družbenem dobrem smislu. Potem hrana kot novo eko vprašanje. Dejstvo je, da je pridelava proizvodnje hrane vedno bolj pomembno zeleno ali pa ekološko vprašanje in ljudje se tega bodo v prihodnosti tudi vedno bolj zavedali. Naslednji trend je, da poroka ni več pogoj, se pravi razrast nekih alternativnih življenjskih oblik sobivanja. Potem predvidevanje nepredvidljivosti. Ta trend je zanimiv, ker nam je internet splet omogočil, da imamo svet na en način na dosegu roke, nam pa računalniški algoritmi zadaj v bistvu ponujajo zelo neko omejeno videnje stvari, ker računalniški algoritmi na osnovi tega, kaj ti bereš, naročaš, ti podajajo podobne glasbo, knjigo in tako naprej. Potrošnik je pa tega neveličen, ker želi priti v stik z novimi odkritji, z drugačnimi pogledi. Se pravi, dajmo jim nekaj več spontanosti, dajmo jim nekaj več novih odkritij in pa novih pogledov na stvari. Potem so interaktivne površine, se pravi interaktivni zasloni, ki bodo soustvarjali svet v bodoče. Morda čez nekaj let v restauracijah ne bomo več srečali nobenega kelnerja, večkrat bomo imeli namesto natakarja interaktivno mizo, kjer bomo pogledali ponudbo, naročili, se vmes pozabavali in pač dobili hrano na mizo. Potem zelo pomemben trend, o katerem se tudi piše seveda v Sloveniji, je staranje prebivalstva, vendar pa jih v naših trendih temu staranju dajemo pozitivni pridih, mi govorimo o odi starosti. Dejstvo je, da se generacijske razlike zmanjšujejo, zdravstvo, skrb za dobro prehrano pa omogoča ne le, da dalj živimo, ampak tudi, da kakovostno živimo. Poanta tega poročila je pravzaprav v tem, da so notri napisana recimo vprašanja in pa razmišljanja,
kako lahko podjetje oziroma lastniki blagovnih znamk, upravljalci z blagovnimi znamkami, kako lahko te trende probajo že zapeljati tudi pri svojem upravljanju v drugačno bodočnost, kako se prilagajati novemu svetu, novim življenjskim slogom, drugačni družbeni ureditvi, drugačnim ekonomskim razmeram. Kakšne so te nove razmere, pa je med svojim predavanjem povedal Jernej Repovž, predsednik in regionalni kreativni direktor Studia Marketing, z naslednjim zanimivim primerom. Po raziskavah, ki so opravljene, 80% Američank in Britank pravi, te, ki še niso bile poročene, pravi, da se nikamor ne mudi. 2/3 pa pravi, da jih misel, da se ne bi poročile, ne moti. No in 3/4 vseh anketiranih žensk meni, da se verjetno ne bodo nikoli poročile. Zdaj, meni je pravzaprav čisto vseeno, ampak kaj pa to pomeni za gospodarstvo, za industrijo? Samske ženske, pa ženske samohranilke, ženske z 2 otroki, brez moža doma in tako naprej, potrebujejo drug tip stanovanja, drug tip pohištva, sprožijo povsem druge vedenjske vzorce in navade, kot smo bili navajeni v klasičnih družinah. No in industrija naj se tega zaveda. In tukaj lahko vznikne v bistvu večja konkurenčnost. Če boš naredil stol, ki bo prilagojen temu, omaro, kuhno in ostale stvari. V tej smeri bo moral razmišljati tudi glavni kreativni direktor, ki ima nekako rečeno na svoji vesti Slovenijo. Kakšno je njegovo razmišljanje o teh novih trendih, ki so jih predstavili? Pravzaprav smo predstavili trende, ki jih sami potrošniki nakazujejo. Namreč gre za recesijo, gre za stvari, ki so v bistvu enake po celem svetu. Če si pozorno preberemo trende, jaz sem se vsaj najdel od teh 10 trendov vsaj v 5. In je definitivno situacija, ki je čisto aplikabilna na Slovenijo. In je pa toliko širok vzor zajet, da dejansko se odslikava cela zadeva tudi pri nas. Ravno to, da potrošnik je nehal biti sledilc. Potrošnik hoče biti aktivno udeležen v vseh procesih in kreiranja brenda in promoviranja brenda. Če sam potrošnik ne dela zgodbe samo brendu, v bistvu ta zgineva, odhaja, ni več aktualen. Mislim, gre za to sinergijo informacij, ki jo imamo pri primerljivosti. Včasih so rekli, to je dobro in vsi so šli to kupiti, zdaj pa grejo vsi na internet najprej preveriti, je to res najbolj dobro, ne, jaz hočem biti del tega, hočem, da industrija dela zame, ne da jaz samo dajem denar tej industriji. To je v bistvu ta najnovejši trend. Kaj takšni trendi pomenijo za naročnike oziroma marketinške oglaševalske agencije za njihovo delo? To pomeni, da bomo mogli zdaj več spraševati ljudi in v bistvu jih vplesti v sam proces nastajanja blagovne znamke, rasti blagovne znamke. To pomeni veliko več dvosmerne komunikacije, ne več, glejte, to je dobro, to morate delati, to morate kupiti, tako morate živeti, ampak je to, vi hočete živeti tako, kaj mi lahko naredimo za vas. To je nova oblika marketinga. Imate kakšno že konkretno idejo na to temo? Ja, letos bodo prišli ven 3 projekti na naši agenciji, zdaj jih pač ne morem razkriti. Lansko leto smo že šli recimo z krvodajalsko akcijo Petrola zelo osebno, ne vem, tako, neke manjše gverilske situacije na YouTubeu, naprimer naredili smo neko oglaševalsko akcijo 120,000 ogledi v enem tednu, usmerjamo se dejansko na uporabnika, vpletemo ga noter. Za Amis smo naredili prvo interaktivno nadaljevanko, kjer je lahko uporabnik sam določil, kam bo glavni junak šel in kakšen bo konc in tako naprej. Na ta način se odzivamo. Na področju marketinga torej ni recesije? Moram reči, da na področju marketinga sicer je recesija, samo v bistvu začelo se je točno tisto. Včasih smo veliko denarja zmetali v recimo oglasni čas na televizijah, na radiju. Zdaj se poslužujemo drugačnih prijemov, tudi pogojenih z recesijo, jasno, ne. Če govorim o YouTubeu, koliko nas stane objava ene stvari na YouTubeu? Nič.
Ne? Dosežemo pa, recimo, kot smo videli, 120 tisoč uporabnikov v enem tednu. V bistvu na ta način se prilagajamo, iščemo nove poti, nove oblike komunikacije, se pravi, recesija je, samo v bistvu mi smo postali ravno zaradi te recesije bolj ukretni, pametnejši, komunikativnejši. Direktorica studija Marketing Tina Bolcar je razkrila strategijo njihove agencije v letošnjem letu na področju marketinga v okviru teh novih trendov. Mi tem trendom sledimo pravzaprav že 7. leto, ves ta čas, odkar jih JWT pripravlja na globalni ravni. Kot že rečeno prej, nam je bilo letos zelo pomembno to, da se ta raziskava razširila tudi na vzhodnoevropske trge, ker so nam mentalno bliže. Torej, mi smo vendarle sociokulturno okolje, ki pač sodi v ta centralni vzhodni del Evrope. Te trende spremljamo in jih pridom uporabljamo pri snovanju konceptov za naše naročnike pri različnih blagovnih znamkah. Ker namreč neskončno pomembno je, da ti veš, kakšen ima tvoj potrošnik odnos do tvoje blagovne znamke in če se ta njegov odnos zaradi kakršnega koli razloga spremenil, recimo zaradi manj denarja, ki je na voljo, zaradi bolj racionalnih odločitev, potem je smiselno pregledati, kakšen je položaj tvoje blagovne znamke na trgu, a je ona ustrezno pozicionirana in a si v tisti tržni niši, ki ti bo potem v bistvu naprej omogočila rast. In zato pravzaprav koncepti, ideje ali pa same oglaševalske akcije, če jih primerjam s tistimi izpred 5 leti, so močno se spremenile. Uporabljajo druga orodja, uporabljajo večjo interakcijo s potrošnikom. Potrošnika čedalje večkrat poskušamo integrirati, kot je bil nazorno pokazan tudi primer, v našo blagovno znamko, ker on ni več samo nek receptor nekega sporočila, ki ga oglaševalec pošlje, ampak postaja soustvarjalec. Naš kolega Fernando Vega Olmo se je sjajno izrazil na Golden Dramu, ko je predaval o teh spremembah, da v bistvu potrošniki niso več samo bralci ali pa sprejemniki sporočil, ampak so editorji, se pravi, so ustvarjalci. Oni jo so kreirajo in jaz mislim, da je to ključno sporočilo tudi teh trendov pravzaprav. Pa se vam zdi, glede na to, da Slovenija mogoče ni tako tehnološko napredna še kot recimo Amerika, da vseeno glede virtualnih stvari pa tega, da se vseeno lahko prenese tudi to v marketing na slovenskem trgu? Jaz sem nesporno prepričana. Zdaj, tehnološka naprednost same države, jaz bi jo merila na različne načine. Verjetno, mislim, zanesljivo, da imajo Združene države Amerike drugače razvite te tehnologije in to industrijo. Ampak mi smo pa vendarle uporabniki. Jaz mislim, da že za en podatek o številu uporabnikov Facebooka pove, kako pravzaprav tehnološko napredna narod smo. In se pravi, da smo občutljivi in dojemljivi za vse spremembe in za trende, ki se uveljavljajo tudi na globalni ravni. In da relativno za malo zamika, to nam seveda omogočajo nove tehnologije, prihajajo tudi do nas. Še naša zaključna misel. Nas, potrošnike, bo torej v tem letu prežel nov val marketinških bombardiranj, kateri glavni namen je, da bi čim več trošili in kupovali oglaševane izdelke ter storitve. Vprašanje je samo, če bo to naši žepi zmogli, da bi saj majčkeno grešili.